Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem življenjski osebni trener. Danes bomo govorili, kako poteka trening vrhunskih športnikov. Prva stvar, ki je treba pri vrhunskih športnikih razčistiti, dodelati, razviti, je stabilnost. Ne glede na to, kaj se dogaja, ne glede na to, kakšna je situacija, ničesar in prav nič ne sme vreči iz tira vrhunskega športnika. Vrhunski športniki so zelo povezani s svojimi starši, z partnerji, prijatelji. In ne glede na to, kaj pravi njegova partnerka, ne glede na to, kakšen je bil razgovor z mamo, ne glede na to, kaj je prebral v časopisu, vrhunski športnik mora biti zbran, mora biti fokusiran. On ve, kaj je njegov posel, kaj je njegovo pravilo, kaj je njegova naloga. In vse to je povezano z vizijo. Kdo si in kam greš. Vizija mora biti veliko višja kot stopnja, na katerem se trenutno športnik nahaja. Če je športnik na državnem prvenstvu, mora biti vizija svetovno prvenstvo. Če je športnik na svetovnem prvenstvu, mora biti vizija nekaj višjega. Kdo si in kaj greš? Če te nekdo pohvali, veš sam, ali si naredil svoj maksimum ali ga nisi. Če te nekdo pograja, to ti ni uspelo, zopet sam veš, ali si naredil to svoj maksimum ali ga nisi. Ne glede na to, kaj ljudje pravijo, ti moraš vedno dati od sebe svoj maksimum. Ti moraš vedeti, kam greš. Če te nekdo pohvali, moraš vedeti sam v sebi. Ok, super, hvala za tvojo pohvalo. Ampak tvoja pohvala mi v tem trenutku ne pomaga nič. Tam, kamor sem jaz namenjen, me še čaka ogromno trdega dela. In če te nekdo pograja, potem zopet rečeš samo, razumeš, ok, v redu. Sam vem, ali sem dal maksimum od sebe v tistem trenutku ali ga nisem. Ampak to moraš vedeti sam. Kakšna je moja vizija? Nikoli nimamo časa za ponos, nikoli nimamo časa, da smo arogantni. Ko smo v prvem razredu, smo za malo šolo superca. Ampak čaka nas še 4. razred. Na koncu osnovne šole je potem še srednja šola. Na koncu srednje šole je fakulteta. Nikoli nimaš časa, da si ponosen. Življenje je nenehni napredek. Nenehno se boriš samo sam s sabo, s svojimi sposobnostmi. In če imaš vizijo, če se lahko priklopiš na to vizijo, potem si neodvisen od tega, kaj pravijo časopisi, neodvisen od tega, kaj pravijo tvoji najbližji partnerji. Vizija, kdo si in kam greš. Naslednja točka je razumevanje življenja. V življenju smo rekli, da vladajo zakoni, zakonitosti. In če razumemo te zakone in te zakone potem, v življenju upoštevamo, jih reagiramo, potem nam ti zakoni odgovarjajo. Potem nas ti zakoni nagradijo. V življenju ni smole in ni sreče. V vrhunskem športu dostikrat slišimo ponesrečena sezona. Sem imel smolo. Se mi je to zgodilo, zastrupitve s hrano, razne poškodbe na treningu. To so vse dejansko rezultati nerazumevanja življenja. Če razumeš življenje, potem si lahko samo nagrajen. V glavnem so poškodbe rezultat velikega ega. Ko imamo občutek, da smo že nekaj dosegli, da ni potrebno, da se dovolj ogrejemo, da se dovolj fokusiramo. Kako se lahko zgodi športniku, ki celo sezono dnevno trenira po 6-8 ur, da potem pride na veliko tekmovanje in se zastrupi z neko fast food hrano? Nemogoče. Če si ves čas skoncentriran, če si ves čas fokusiran, vzameš mamo, da ti kuha na tistem tekmovanju. Če razumeš življenje, potem veš, da ni smole, je samo šola in iz šole se moraš naučiti. Bolj kot razumeš življenje, kdo je najboljši? Najboljši je tisti, ki najbolj razume življenje, ki najbolj razume resnico, ki najbolj študira principe življenja. Tako da dejansko novo razumevanje življenja bo zelo v kratkem času spremenilo način pogleda na vrhunski trening, na vrhunski šport. Bolj kot razumeš življenje, bolj si nagrajen. V življenju, v poslu in v športu.
smola je samo na drevesih in sreča je samo rezultat razumevanja življenja. Kdo je najboljši? Kako se obnaša šampion? Kako se obnaša olimpijski zmagovalec? Kako zjutraj vstane? Kako poje kosmiče? Kakšen je njegov odnos do življenja? Kako se pogovarja z ljudmi? Postanimo raziskovalci življenja in ne da samo ves čas prenašamo odgovornost na nekoga drugega. In ko smo v poziciji, ko treniramo za vrhunskega športnika, se vedno lahko vprašamo, ali se vrhunski športnik tako obnaša, ali se olimpijski zmagovalec na tak način obnaša, na tak način pripravi na trening, na tak način pripravi prtljago, hrano in vse to. Vsak dan je lahko svetovno prvenstvo, vsak dan je lahko olimpijska tekma, vsak trening je olimpijska tekma. In potem, ko prideš resnično na olimpijado, potem lahko rečeš ponižno, sam v sebi. To tekmo sem v svoji glavi in v fizičnem treningu že neštetokrat obdelal. Kako doseči zmagovalni feeling? Ogromno vrhunskih športnikov ima neke fetiše, iste nogavice, isto perilo, medvedka, z isto nogo na igrišču. Kaj je dejansko to? To je dejansko samo povezava z energijo, ki nam daje zmagovalni občutek, ki nam daje zanesljivost. In tega ne potrebujemo na način, da imamo vedno s seboj najljubšega medvedka, ampak dejansko lahko to zgodbo naredimo mentalno. Kako se lahko povežemo z zmagovalno energijo? Dan za dnem raziskujemo življenje. Tako da, ekipa, trenirajte, uživajte življenje. Vrhunski rezultat v življenju in vrhunski rezultat v športu je odraz našega vrhunskega razumevanja življenja. In to je za dnem, korak za korakom. Še enkrat, trenirajte in uživajte življenje.